V marčevski številki revije ESG si najprej oglejte pregled nekaterih kazalnikov razvoja Slovenije s prednostnimi cilji do leta 2030. Potem pa se skupaj vprašajmo, kakšen naj bo zeleni prehod Slovenije do konca desetletja. Na ta strateški razvojni izziv, to pa je izziv za vsakega posameznika v slovenski državi, odgovarjajo v reviji stroka, gospodarstveniki, nevladniki, javna sfera, tudi država. Kajti Slovenija potrebuje izvedbeni načrt zelene transformacije. Sedaj so cilji razpršeni po različnih dokumentih in strategijah. Potrebujemo pa nacionalno soglasje o prednostnih ciljih zelenega prehoda in to s znanim seznamom projektov in s centraliziranim projektnim vodenjem. Vse to pa naj bo rezultat enotnega razumevanja, kaj je tisto, kar nas pelje k zeleni identiteti Slovenije, če to res želimo. O tem mnogo bolj strateško in konkretno razmišljajo, tudi ukrepajo v nekaterih večjih podjetjih. Dosedanje upravljanje zelenega razvoja Slovenije ni dovolj usklajeno, to vemo. Izvedba mora biti učinkovitejša. Zeleni razvoj je pogosto razumljen parcialno ali pa je ujet v mreže kratkoročnih interesov. Pogosto se zdi, kot da ni prvi strateški razvojni izziv kljub Evropskemu zelenemu dogovoru. Saj gre vendar za spremembe v razvojni paradigmi. Tudi pri pripravi projektov v načrtu za okrevanje in odpornost so kratkoročni interesi preglasili dolgoročne. Kot da nemalo kazalnikov razvoja Slovenije ne zahteva, da gledamo v prihodnje desetletje z drugačnimi očmi. Zdajšnja streznitev pri energentih je opomin. Je priložnost za skupnostni zeleni ekološki angažma na vseh ravneh, na mikro in na makro ravni. In je priložnost za ustvarjanje zelenega duhovnega, političnega, strokovnega in menedžerskega ozračja. In to za nove ekološke rešitve, za drugačno organizacijo države in za konkreten odziv v praksi. V prenovi je NEPN. Slovenija ga mora poslati v Bruselj leta 2024, pri čemer bodo njegove ambicije pri nekaterih ciljih povečane skladno z dokumenti Fit for 55 in Repower EU. Kako torej do ciljev razogljičenja, energetske učinkovitosti, energetske samooskrbe in varnosti, do več raziskav, inovacij, za večjo konkurenčnost gospodarstva, do večje prehranske samooskrbe. Izvedbeni načrt za zeleni prehod do leta 2030 naj bo krovni dokument, kako do kolektivne zelene identitete Slovenije. Zato mu naj da mandat celotna skupnost države, saj ne more biti odvisen od vsakokratne vlade. In ker je danes za vse več podjetij med največjimi izzivi trajnostno poročanje, objavljamo prispevek, kako sploh poročati o trajnostnosti. Tudi brez tega ni zelenega prehoda Slovenije.